Ja, lep pozdrav vsem in hvala za povabilo v tako eminentno družbo. Lep pozdrav vsem gostom oziroma eminentnim udeležencem. Gospod Rant me je prosil, če bi lahko predaval oziroma predstavil morebitno nadaljevanje, kontinuiteto teh znanih megalitskih krogov iz bronaste dobe pa še prej enolita do danes oziroma kakšne so primerjave z našimi ostalinami. Ker tega ni veliko, sem potem mu predlagal, da se malo razgledamo na obredna in daritvena mesta, stara od bronaste dobe, jaz sem to podaljšal ne samo do železne, ampak do konca antike. Tale posnetek je slika mojega znanca Gvardjančiča, ki je pa zelo povedna, namreč na takih zelo oddaljenih, pozabljenih mestih smo odkrivali oziroma odkrivamo obredne kraje z najdbami iz, ne vem, vsaj 2000 let ali pa 3000 let stare. Prikazal bom samo tisto, kar je otipljivo, kar je najdeno, kar je, se pravi, tvarne najdbe, snovne najdbe. Ne bom se ukvarjal z teorijami in tako naprej, tega je veliko in nisem pristaš teh raznih teorij. Dejstvo je pa, da se je v naših gorah dogajalo marsikaj, predvsem v tako imenovanem duhovnem svetu, ki je nam pred antiko popolnoma neznan oziroma pred krščanstvom. Zato uporabljam besedo predkrščansko duhovno izročilo, jaz nikoli ne uporabljam besede pogansko, ampak skušam potem, to bom na koncu tudi pokazal, najti kontinuiteto do danes oziroma kaj se je ohranilo kot ostaline do danes. Začel bom z ljudskim izročilom, ohranjenim v 4000 let starih simbolih. In to gre za kamnoreze oziroma skaloreze, to so gravure, predvsem znane v Franciji, Italiji, pri nas v vzhodnih Alpah, ki so iz apnenca, je to manj, ker je apnenc ni primeren za take stvari. Imamo pa tudi nekaj pri nas teh gravur. Potem staroveško izročilo so tudi simboli sončnega kolesa. Sončno kolo, ki ga poznamo kot svarico na krasu, ali pa kolo sreče, šestlistna rozeta, svetlica življenja in tako naprej. To poznajo kulture od Altaja do Irana in Evrope, v Sloveniji, v Alpah pa od Slovenije do Francije. Največ jih je ohranjenih, zanimivo, na slovenskem ozemlju in pa v zahodnem delu Alp, to je tam, kjer so Okcitanci, to je zahodni del oziroma zahodni del Alpja. Poglejmo nekaj teh sporočil iz preteklosti, to so kamnorezi, slavni skalorezi, to jih je preko 100 000 v dolini čudes ali pa Valais Merveille v francoskih Alpah, v Mercantourju. Tam spodaj je tole slika te doline z jezerom, ki je, mislim, na prvi pogled je tako podobno kot naša dolina Triglavskih jezer. In na teh stvareh, na teh skalah okrog so bile najdene te ureznine, skalorezi, nekateri se vidi po simbolih stari najmanj 4000 let, drugo je pa, nekateri so mlajši, 2000 let, tudi do danes, ker ljudje so nekulturni, zdaj ni več, ker to je pod strogim nadzorom in so še pred 50 leti so dosekavali z rampa
obdelovali še dodatne skaloreze. Žal je tako. No, tole je pa Valka Monika, to je dolina v Bergamskih Alpah oziroma v Alpah, Orobijskih Alpah, to je severno od Bergama oziroma od Breše. Tam je neverjetno, menda jih je okrog čez 200 tisoč teh skalorezov. Najdejo oziroma odkrivajo jih pa se vsako leto več, ker to so skalne plošče iz granita, pokrite do 1 meter debelo plastjo zemlje. In to odkopavajo vedno več. Tole je zanimivo, ker mehen spominja na koliščarje, tole. No, to so pa te slavne pentlje. Torej, teh gravur, oziroma mi pravimo, gravure po slovensko skozi skalorezi, teh je toliko, da nekateri pravijo, da to niso bili Italijani, ki so to delali, ker je preveč dela. To je, rekel sem, da je v vzhodnih Alpah tega manj, vendar na območju pogorja Dachstein, v teh visokih planinah, jih je zelo veliko, ker v apnencu ni, ampak tukaj se vidi, so nekatere stare, nekatere mlajše, dodelane, je pa cela vrsta teh. No in tale posebej, to je bolj seksualni simbol. Je pa zanimivo, da se te stvari pojavljajo tudi na starih pastirskih bajtah do danes oziroma do včeraj. To so simboli tudi na naši planin. Za potok najdete take stare simbole, urezane v vrata ali pa na veliki planin. To je prav nekaj zelo starega, se je ohranilo do danes, ali pa zvezda in tako naprej, čeprav je to novejše. No, na planini Klek smo odkrili tole znamenje, ki spominja na eno prvih upodobitev človeka. Tako upodobitev sem videl v muzeju, prazgodovinskem muzeju Coensonu v Provansi, to je največji prazgodovinski muzej, in tam imajo film s prvimi predstavitvami oziroma simboli o človeku in ena takih je tudi tale. Drugače pa to, tole tele repke in to, drugače smo potem zvedeli, to je s planine Klek, da je to današnje oziroma pred 100 leti, 200 leti hišno znamenje ene najstarejših kmetij na okolici Bleda. No, potem znana gravura oziroma kamnorez je v tej japonski jami, ime ni pravilno, ne vem, zakaj se je tako poimenovali, je staro ime nekoliko drugačno, je to pod Snežnikom oziroma nad visoko nad Ilirsko Bistrico, težko dostopna jama, ne mislim težko, po tej vrvi eni splezajo tule, in v tej jami, v tem kapniku je tale simbol, ki pa ni edini. Ne vemo, kaj predstavlja, ali je to strelec, ali je to človek, ali kaj drugega, ali konjenik z lokom. Različne interpretacije se pojavljajo, jaz jih ne bom ponavljal. Ni edini simbol vklesan v skale v tej jami, namreč domačini vedo povedati, da je to samo en del kapnika s temi simboli, da je tule spodaj bilo še veliko več ureznin, ki jih je pa neodgovoren človek, tam domačin, razbil oziroma odlomil in jih je prodal v Italijo. In so neznano kam izginile. Se pa spomnijo, da jih je bilo veliko več. V sosednjih kapnikih oziroma teh skalah, se niso kapniki, so zanimive tele, to bomo videli še, te sonča kolesa, svarice, pa še druga kolesa, pa še druge ureznine, zelo stare, se pravi, jaz ne vem, koliko so stare in meni tudi ni treba, prosim, ne sprašujte.
Je pa zelo zanimivo, da se to sončno kolo pojavi tudi v tej jami. No, priidemo, mislim, to je samo uvod v tisto, kar bomo potem videli pozneje za ta visokogorska daritvena mesta, namreč simboli, ki se pojavljajo pri nas od vsaj 4000 let, ne pri nas še danes, ne, to so recimo simboli sončnih koles v cerkvi, v daljnih njivah, različne oblike sončnih koles v cerkvi, potem simboli, ki so 2000–3000 let stari, enako sončna kolesa, to je antično svetišče v Pulju, to je nagrobnik iz Kartagine, tole je pa nagrobnik, keltski nagrobnik iz Štalenske gore, ne, sončno kolo, svarica, pa tule še ponovitev s temi sončnimi kolesi. Se pravi, to, kar vidite danes, je staro vsaj 4000 let, mislim, ne to, kar je danes izrezlano, ampak simbolika tega. No, pojavlja se tudi na skrinjah. No, in kot kaj so že, tesarsko znamenje ali pa kamnoseško znamenje. Tole je tole je tesarsko znamenje na stropu stare hiše Pocerjeve v Radovni. To je množica teh sončnih koles skupaj. Ta simbol, to je pa z Nepala, vezava, mislim, en obesek stkan v Nepalu. Se vidi, kako podobne stvari med Azijo in pa Alpami. No, odmevi megalitskega kulturnega izročila v Alpah, gospod Rant me je prosil, da bi to mehkim primerjave, ampak veliko primerjav, mislim, to bi bilo posebno predavanje, ne vem, če bi bilo zanimivo. V Alpah imamo v bistvu najvišji krog je na Malem Svetem Bernardu, prelaz Mali Sveti Bernard med Francijo in Italijo na višini 2190 metrov. Na prvi pogled neugleden, komaj vidiš tiste kamne, blizu gre cesta, delno preseka ta cesta, nad njim so izkopavali Napoleonov tempelj oziroma svetišče, je pa s sredine tistega kroga enkraten pogled na Belo goro, na Mont Blanc. No, potem Kazer, to bomo videli v Tirolskih Alpah, pa Grossraden, to je pa v dolini v Nemčiji. No, tole je Kazer na dolino Edstal, to je del kroga, tule dva kroga priideta, prehajata eden drugega, tu zadaj je gora Similaun in pod njo so našli ostaline tega človeka z ledenika Ecija. Tole je še vedno ta Kazer, to je kot nekakšna ulica, ampak to gre za kot auditorij dveh višin, kjer so imeli najbrž kakšne obrede, ne vemo kakšne. Ne vemo. K temu Kazerju se bomo še vrnili na koncu, ko bomo govorili o genezi do danes. To je severno od Lužic oziroma lužiška kultura proti Severnemu morju oziroma proti Baltiku, pardon, to je Grossraden in to gre za izkopavanje oni pravijo staroslovanskega ali pa še starejšega naselja, tu so našli te tlorisne ostaline, nekaj so jih obnovili. No in tu na koncu so našli ta obredni prostor znotraj kroga z osrednjim lesom kot središče tega kroga. Zelo zanimivo. No pa odmevi megalitskega kulturnega izročila v Slovenskih Alpah. Mi smo govorili o megalitski kulturi.
vendar so me potem zgodovinarji opozorili, da megalitska kultura oziroma kultura ni pravi izraz za to obdobje, ampak gre za kulturno izročilo. Namreč kultura je vezana na točno določeno časovno obdobje, manjše, in na določen kraj, recimo svetolucijska kultura, dolenjska kultura, hajštatska kultura, latenska in tako naprej. Ampak to nič hudega. No, tale krog, to je krog pod Krnom, naj bi bil ostanek, jaz sem prepričan, da je, neke megalitske strukture oziroma megalitskega kulturnega izročila. Je med dvema planinama, spodaj je planina Zaslab, tole je planina, ne, to je planina Zaslab, to je Slapnik, spodaj Kuhna in tole za gospoda Veluščka pa njegove sodelavce, to je cela veriga na tej višini mezolitskih najdišč. Cela veriga prav srednje kamenodobnih najdišč, lokacij. No, to je pa, se k Krnu samo še povrnili. En tak krog je tudi v dolini Bavšice, nad dolino Bavšice, srednji ničesar. Ne vemo, a je bil, ampak tale četrtina kroga, ki potem zginja v te skale in pa taka zelo impozantna skala. Jaz mislim, da je tam lahko bilo nekaj, ni pa raziskano. No, drugi obredni, nedvomno obredni krog, tole je na vrhu železodobnega gradišča Berlotov rob, to je na Šentviški gori. Prav na vrhu, spodaj je izvir, pa veliko najdb, vse to je znano. Znano najdišče, arheološko najdišče Berlotov rob na Šentviški gori. No, zdaj se povrnem k tem krnskemu krogu, zakaj je tako zanimiv. To je zraka, to je posnetek Matevža Lenačiča, zraka. Ima nekaj elementov, namreč pri teh krogih v naših gorah in v Alpah je enako. Zelo hitro zamenjujemo nekdanje ovčje ograde ali pa ograde za živino z obrednimi krogi. Je treba vedeti, da so to razlike, kakšne razlike je pa težje najti. Zato marsikje v Alpah, pa tudi pri nas hitro rečejo, tam par kamnov okrog, da je to krog, pa ni res, je lahko ograda. Je pa res, da je ograd za živino, ki so nas učili, da je to pač zavetišče za živino, je po starem izročilu z Bohinja bil prostor, v katerega živina ni smela hoditi. Ne za živino, ampak za druge stvari, za obredje. In tudi tale krog je zanimiv, ima tale 4 kamne v sredini, kjer za ograd niso potrebni in ležijo točno, ta je že mečkem prerastu, tale ni ta, ampak ležijo točno smer sever-jug, vzhod-zahod in tudi tale vršni del, oziroma dvignjeni del kot nek oltar, ima tudi tole stranico dvignjeno v smeri vzhod-zahod. Vhodi tule spodaj, torej območje tega kroga je takoj područje samo šoder. Vse drugo tle okrog, to je pa pašna planina, je pa do 30 cm ali pa še več debela plast zemlje. Se pravi, da je ta prostor bil očiščen za nekaj drugega. Zanimivo, da med prvo svetovno vojno, ki je prav čez ta del je hrumela ta frontna linija, ampak ta prodor pri Kobaridu se je usulo s Krna proti dolini Soče, vse planine so bile porušene, požgane, okrog in okrog k jame kot krateri, bombni krateri. Edini ta krog je ostal nepoškodovan. Ko sem imel predavanje v Kobaridu, je pastir rekel, da je bil krog obdan z bodečo žico, da ni živina hodila noter okrog. In ga vprašal, zakaj? Rekel, zato, ker smo noter imeli salato, pa take stvari. To ni res, ne. To je zavajajoč podatek. Res je, da je bil
zavarovan, da živina ni šla noč, zdaj gre, zdaj je to odprto. Za solate pri stanih in pa stavbah više gor dovolj prostora. Še nekaj, tule na tem delu, drugi strani, smo našli bronastodobne artefakte in pa črepinje. To še ni raziskano, Turk ve, tale del, in to ne bi bil kot pripravljalni prostor za vstop v ta krog, če so imeli obrede. Torej, kaj se je dogajalo v teh krogih? O tem so napisane debele knjige in so debele knjižnice. Veliko teorij, veliko špekulacij, veliko šarlatanstva, torej najbolj me moti, ko se grejo zdaj novodobni obredi tle noter, novodobni, pa vlačijo z celega sveta, mislim, to ni res, to je pa še komercialno in tako naprej. To je razvrednotenje nekega kulturnega izročila. Najbrž je bilo res ta del, ker so te orientacijske točke za opazovanje morda sonca, lune, ker to je bilo recimo v neolitu, so to morali opazovati sonce in luno, ker se je takrat začela ta poljedelska kultura in oni so bili odvisni od znanja koledarja, lune in sonca in so to morali leta in leta opazovati. Tista stran koledarja, ki danes obrnemo, je morda nastajala 1000 let, da so vse opazovali pa našli. To je skica tega kroga pod Krnom. Največ je res, za opazovanje, lahko so se ljudje tukaj dobro počutili znotraj kroga. Jaz vem, da se nekateri počutijo, sem jih pripeljal to gledati in so izgubili tudi bolečine od revme in tako naprej. Ampak dobro, vsak nekaj čuti, pustimo jim. No, to je ta oltarni del, mi smo ga tako imenovali, oltarni del na vrhu, mislim, na zgornjem robu tega kroga, to so skale, mislim, take morda obredne skale in tukaj še pogled na določene stvari v okolici, ki jih pa ne bom povedal, ker bi jih potem nekateri spet izkoriščali, ki pa so zelo simbolne. No, morda je sled oziroma spomin na to kulturno izročilo kroga in pa ovala je tudi pastirska bajta z Velike planine, ovalno, morda pravim, to se pojavlja. In pa znano je, da so bile prve cerkve na Irskem, na Škotskem, zgrajene, postavljene znotraj kamnitih krogov. To je znano. Ker po tistem, kar je papež Gregor, mislim, da ni bil Gregor Veliki, ampak on je ukazal, da takrat so podirali te predkrščanske simbole, on je pa ukazal, ne podirajte, ampak jih nadgradite. Mi nismo prišli, da bi podirali, ampak da nadgradimo in da nadaljujemo. In mislim, da so to spomini tudi pri nas, to je Sveta Katarina nad zasipom pri Bledu, s tem krogom, s tem obzidjem, za katero ljudsko izročilo pravi, da je turško obzidje, to sploh ni res. Mislim, tle vsak konj bi preskočil, to je mehno. Prava turška obzidja so turški tabori, protiturški tabori, s 30-metrskimi stenami, pa na vrhu in tako naprej, vseh poznate, en kup v Sloveniji. Tele cerkve pa niso take, so pa drugačne. In v bližini so gomile in v bližini je tudi evidentirano gradišče, železodobno. No, iz novejšega časa, pa lahko tudi zelo staro, so tile kamni v krogu v vasi Vrba. Tole zelo staro. Menda celo Nemci niso pustili to uničiti. Kaj, kako je bilo, se berete. Različni, ne bom rekel obredi, ampak
sestanki vaške skupnosti, vaških veljakov ne bi se dogajali tule okrog. Podobni kamni so tudi v Beneški Sloveniji, ne, za te vaške srenje, sosednje. Bi pa prijel na predkrščanska delitvena obredna kultna mesta, od eneolita do pozne antike. Jaz sem to razširil, Rantovo razmišljanje do železne dobe, ker se pač to, kar smo našli, se širi do antike, ne, ali pa do konca antike. Pokazal bom samo tiste, ki imajo konkretne najdbe, ali pa so navezane na ustno izročilo, da je nekaj bilo. To so podzemske obredne jame. Zelo, mislim, da imam napisane, ja, obredne jame. To so dokazane s snovnimi najdbami ali ljudskim izročilom. Praviloma so zelo, zelo težko dostopne. Recimo Muša jama v Škocjanu, ne, to je samo jamarji lahko pridejo. Potem so nekropole, to je Krška jama, Koblarska jama, to so nekropole, to so jame s pokopi, to je na Krasu oziroma na Suhi krajini, pa na Kočevskem. Hvalova jama je, bomo videli, to je nad Trbušo, navezana na izročilo teh starovircev, ki ga je zapisal Pavel Medvešček. Potem Stiška jama, to je pod Krvavcem oziroma pri vasi Stiška vas, pa Božična jama je tudi ljudsko izročilo, da se je nekaj dogajalo notri in so slučajno pred 2 letoma, predvsem pa lani, našli čudovite stvari v tej jami. Neverjetne, ne samo čudovite. No, recimo Hvalova jama na Trbušo. Po izročilu se ne bi tle zbili starovirci, in sicer na teh 2 kapnikih oziroma ob teh 2 kapnikih, ki ne bi predstavljala babo in deca, sta zelo zlizana, predvsem ta, in čisto na koncu te jame je pa še ta kapnik kot simbol, falosni simbol. Torej, jama, ki je bila odkrita, ja, že kar nekaj 10 let, ampak Medvešček ni vedel, kje bi lahko bila ta jama. Je pa nekje nad Trbušo in to je nad Trbušo zelo težko dostopno. No, tole je Stiška jama, pri Stiški vasi pod Krvavcem, zelo težko dostopna z vrvmi, se pride z vrha navzdol oziroma se nekaj pleza in to so tile križi postranne, niso to krščanski križi, nekaj bi lahko bili, ampak tu pod tem je taka ploščad in na tej ploščadi so bili najdeni rimski oziroma antični novci, daritveni novci. Se pravi, bila to daritvena jama, težko dostopna in so noter dejali. To je, menda zdaj to v muzeju Kamnikov, to je Cevc raziskoval te stvari. Tone Cevc. No, to je pa zdaj ta Božična jama. Slovita Božična jama pod Menino planino oziroma nad Gornjim gradom, vi še ne poznate to, je zdaj v muzeju v Gornjem gradu, ni še raziskano, zato bo to ko bo to objavljeno, ni še objavljeno, ni raziskano. Najdena je bila na podlagi neke legende, da more tukaj nekaj biti, nekje pod Menino, kjer so imeli obrede. No in tale človek, to so gornjegrajski jamarji, jasno, radovedni, preiščejo vse, kar se da. In ker so jo našli, eden je našel na Božič, pred 2 letoma, so to imenovali Božična jama. Je pa vhod je takle, za tem hrbtom, torej prideš do njega, težko dostopen, mislim, ni težko, nevaren ni, ampak neroden. Potem se je treba za debelejše ljudi, ni se treba stisniti čez ozke skalne ožine, potem se spusti in potem pridete do tega obrednega mesta. Mislimo, no, da je obredno mesto, ker znotraj tega so bili najdene črepinje antičnega posodja, novc in potem, po tistem, kar smo že prvič to videli,
so jamarji odkrivali še več stvari, nekdo je malčval v jami in segel na skalno razpoko in je privlekel ven eno čudovito daritveno posodo, nepoškodovano, bom pokazal. Tako da, ono luknjo je segel. V drugi luknji so čez par dni našli večjo posodo. Ne? Mislim, to ne moreš verjeti. No, tole je ta novc, bronasti novc, nepoškodovan, kot bi včeraj prišel iz kovnice, sred tiste gline. To je glina, kjer so te črepinje komaj bile, torej k sreči ti jamarji niso delali škode, ne, ker so se takoj zavedali, da je to nekaj vrednega. To je bila potem posoda, ki je bila nazadnje najdena, tam v luknji, no takole, to je sicer njihov posnetek, v tej luknji, ampak smo bili, mislim, tisti, ki smo bili drugi v tej jami, tega nismo najdeli, nismo opazili. Pa smo vse pregledali, čisto vse. Ampak človek zmeraj kaj najde. Ne? No, to je pa ta obredna posoda, črna, ne, odkurjena, na 3 nogah, skoraj nepoškodovana. Ta je bila v luknji, takole, on je malo segel, no, se je oprl in je v šlatu in je prevlekel ven. Ne? Obredna posoda. Ne vem, kako se imenuje taka posoda. Ja, rimsko, ja, ampak antika, ne, ampak zanimiv, na 3 nogah, ne. Ima še tle zareze. No, prihajamo na poglavje, ali so bili predmeti najdeni na teh krajih, daritvenih ali pa obrednih, izgubljeni ali pa namenoma skriti in darovani. Torej v stroki že tudi danes, tudi pri nas v tujini pa sploh govorimo, da so to tako imenovani votivni predmeti. Votivno pomeni zaobljubljeni in namenoma darovani. Gre za zelo vredne predmete tistega časa. In so ljudje to za srečno leto v gorah, govorimo o rudarjih, prazgodovinskih, antičnih, srednjeveških in pa pastirjih, ki so za srečno leto darovali svoje najbolj dragocene stvari, ki bi jih bolj potrebovali v dolini. No, kdo bi si mislil, da je tukaj, ne? To je visoko nad dolino Tolminke, da je to ne gre za obredno mesto, mislim, da še ne, ampak gre za antično postojanko, ki je morda bila kontrolna točka za prehode izpod Bogatina, od katerega so nosili od bronaste dobe do konca antika železovo rudo v dolino, ne? Most na Soči, Sveta Lucija in tako naprej. No, na teh daritvenih mestih je bilo najdenih toliko, na različnih koncih, ne, toliko nenavadnih in dragocenih predmetov, da ne morejo biti izgubljeni, so darovani. Namreč, če bi bili izgubljeni, bi človek tisti, ki jih izgubi, šel po vseh 4, ne, pa iskal, ker takrat ni bilo zaraščeno. Morate vedeti, da v tistih časih je bilo verjetno, ker so rudo pobirali na površini, tudi sicer površje zelo peščeno oziroma neporaščeno. Recimo tak nož, ne, to ni izgubljen. Ali pa tole izpod Dleskovca, stilus, pisalo, zelo redko pri nas, ne. Ali pa ključ, antični ključ, taki so bili najdeni na Hrušici, ne, na tem, podobni so bili najdeni. Potem te zadeve, orodje, majzli, potem šila in tako naprej. Potem bronaste zaponke. Mislim, da jih v hribih niso uporabljali, bronastih zaponk. V hribih so imeli obleke s kakšno špičeno palico zapete, ker to je bilo revno. Ampak so jih prinesli iz doline, vsaj tako ugotavljamo. Najdeni predmeti so velikih vrednosti, namenoma prineseni. Bronaste železne puščične osti, bronaste igle, bronaste železne zaponke, novci, lončenina, noži, rudarsko orodje, ogromno rudarskega orodja, železna dleta, kladiva,
železna šila, nakit, kultni obeski, amuleti, na dva bomo videli. Potem kosti žrtvovanih živali, prežgane zaradi domnevnega kurjenja obrednih ognjev. Način darovanja, tako se kaže po dosedanjih izkušnjah. Govorimo o posamičnih predmetih, najdenih pod velikim kamnom, je pa to na robu bivališča, starega bivališča, ali pa v njegovi neposrednji bližini. Potem imamo na nenavadnem kraju skrito večje skupno daritveno obredno območje, kjer je bilo nepričakovano veliko teh najdb, ampak okrog enega hriba ali pa kaj takega. In potem gre za kontinuiteto darovanja na enem območju v večjem časovnem obdobju, od železne dobe do pozne antike. In obrednim kuriščem na odprtem in vzpostavljenem prostoru. Daritvena in obredna mesta bomo videli zdaj malo. Vzhodne Alpe in pa pri nas. Torej ena najbolj znanih je Šlern, po domače Peč, Poladinsko Peč, to je skala, Peč, o tem je pisal tudi Tuma, spodaj je dolina Zajzeralm, Zajzerska dolina. No in to je simbol, tale Šlern, ima dva vrhova, Peč, in tole na tej polici, tukaj je bilo obredno mesto, ki ga izkopavajo že od leta 2006, ogromno stvari so našli in je to, mislim, za celo to Južna Tirolska, za celo Južno Tirolsko je to največje najdišče, pa obredno. Daritvena obredna mesta so razgledni vrhovi ali pa odprte planote. Ni nujno, da so to, mislim, praviloma niso najvišji vrhovi, ampak nižji. Izpostavljeni grebeni, skrite doline in konte v visokogorju, ob vodnih izvirih ali v gorskih jezerih in pa skalni osamelci. No, torej v nemško govorečem delu Alp, se v francoskem tudi, ampak jaz bolj razumem ta del, je precej publikacij pa razstav o tem obredju, prazgodovinskem obredju v Alpah. To je s temnem Oranto samo še povrnil. No, to je ta Šlern Peč, to je ta planota, slikana zraka, tole skozi tja, to je eno samo obredno območje. To je sosednji vrh je Burgstall, to je tam zraven Peči, Peč, poglejte, to je 1 meter debela plast, potem debela plast, žganine in tako naprej. Tukaj je bilo najdeno ogromno ščrepin, ogromno bronastih železnih predmetov, živalskih kosti, prežganih in tako naprej. Je pa to na višini 2500 metrov. No, to je še enkrat za spomin ta Peč in to zgleda z te planine, in ta plato na vrhu. Mislim, na najbolj neprimernem mestu, nenavadnem. Pri nas je nekaj podobnega, ni pa dokazano še, oziroma potrjeno do kraja. Goričica, to je območje visoko nad dolino Lepena, visoko nad planino Zagreben. Tule je prehod čez potoče v Krnskemu jezeru. Vse tole je pod rušo je sama črnina, kot bi bilo prežgano, žgano, in tule prazgodovina ob eni luži, to smo kar tako pobirali, ker so jeleni to se kopali tam oziroma namakali in so izlužili ven te črepinje železodobne, tole je pa antična zadeva. Goričica je lahko pomeni območje, kjer so kurili, jasno, da je gorelo. Da je gorelo zato, ker so kurili grmičev, da so dobili pašne površine, ali pa gre za obredno kurjenje. Goričica recimo so mesta starih vasi, na robu starih vasi na Gorenjskem pa na Primorskem,
Goričice, kjer so imeli vaščani svoje obrede včasih, ne, na Goričici. Na Gorici je bil kakšen drevo, spod kakšna voda in tako naprej. No, pod Konjskim sedlom, to je med Voglom in Komno, to je ta greben in tole je nedvomno daritveno mesto, čeprav smo mislili, da gre za kakšno stavbo, vendar stavba 1000 let ali pa še več mlajša je desno tu spodaj. Tole je pa obredno kurjenje z najdbami iz bronaste dobe. No, tole je z Gorenjskim muzejem smo tole odprli, vidite na tem hribčku. To je sama črnina in najglobji del tole, to je šlo do 1,20 m globine in na dnu ostanke bronastodobne posode. Prav na dnu tega, se pravi nekaj, ali je to obredno, ali je to kaj drugega, ampak tukaj zraven so bili še artefakti najdeni iz bronaste dobe, se pravi kamena, orodja, tudi ena fibula in pa prežgane živalske kosti. No, najbolj bogato doslej je pa Poljanca na Lepi Komni. To je v skriti dolini, kjer smo skupaj Gorenjski muzej pa sodelavci inštituta za arheologijo, smo pred 2 letoma izkopave s kolegi, pa že prej tudi, mislili smo, da je tloris, ampak gre za sicer žgano mesto s črno zemljo, ampak okrog in okrog smo namerili oziroma raziskali takrat z iskalcem kovin 42 točk, kjer so bili razni bronasti predmeti. Zlomljene igle, zlomljene zaponke. Potem, ker je mene, ki se s tem ukvarjam, najbolj navdušila je bila kos železne žlindre. Tudi to je v avstrijski literaturi, sem bral, da je to zelo pogosto na teh daritvenih mestih, žlindra je prinešena. No, tule sta pa bila na tej Poljanci najbolj zanimivi najdbi je tale delfinček, dvojni delfinček, tukaj mu manjka glava, obesek in pa obesek tega petelina, galskega petelina, bronasti, na Poljanci, na Lepi Komni. Na stanu, to je pod Kamniškim sedlom ali Jermanovimi vrati, tukaj smo se zbrali leta 1996, Ivan Turk, se mi zdi, Tone Cevc, etnolog, pa še 3 iskalci in tukaj se je začela pravzaprav ta resna gorska arheologija. Čez istega leta so potem z Inštituta za arheologijo izvedli tu arheološko izkopavanje, mi smo našli samo en par črepin. Zdaj, a je tukaj bilo tudi obredno mesto, ne vemo, takrat še nismo vedeli, so pa nekatere stvari bile najdene, ki kažejo na to, da to ni šlo za navadno pastirsko območje, ampak nekaj več. In zakaj? Recimo, tule je bil najden obesek, bronasti obesek v obliki falusa. To je prazgodovinski, vsaj predkrščanski. Pa novci pod Kamniškim sedlom, pa veliko zaponk tudi. Tako da je lahko tudi to mesto pod Jermanovimi vrati. No, drugo, naslednje je planina Koren, to je od Krvavca sem proti Kompoteli, tisto poznate, zadaj je Krvavc, takole noter. In to je pot proti Kompoteli, to je ta planina in tole je območje od antike do bronaste dobe, same najdišča, ki smo jih potem tudi sodelavci inštituta oziroma arheologi inštituta za arheologijo 2 leti raziskovali in poleg številnih drugih najdb smo našli, saj zame je tale, bronasti obesek z medvedovo glavico. To je zelo redka zadeva v Sloveniji najbrž. Ne vem, saj tako so vaše
ženske povedale. In tole, ne, dobesedno skoraj na poti, ne, poleg drugih stvari tudi. In obilico, mislim, bronasta ščepin tudi, obilijo so takih debelih. No, to je pa še mislim, ena zadnjih, no, tudi še ni objavljeno, ampak v bistvu sredi ničesar pod, to je Belšica na območju Stola in Vajneža, tole nad vodo, jaz sem prej omenil nad vodo, ne, tole je, po moje, gre za daritveno mesto sredi ničesar. Nič, nobenih stvari, ampak noter pa izjemno bogatstvo. Se to je dokumentiran, zdaj pri vas. Brusni kamen zgrajen, te bronaste zaponke, igle, nepoškodovana bronasta zaponka, štrlela takole z iglo navzgor, čez njo je vozil traktor, ne, pa se ni poškodovala. In pa tale amulet, obesek, s temi zarezami, to je obesek z gorskega kristala, tule je odlomljen, tle je bila luknja za obesek in Jože to kažem zato, ker sem enkrat opozoril, če bomo kaj našli, dej gled, če bo kakšne zareze, če bojo kakšni cakni. No in tule so, ne, tole so take cakni. No, ob gorskih jezerih in izvirih, torej za nas najbližje in nedvomno izjemno bogato je tole obredno mesto na Alcúzar Zé, to je prav, bom pokazal, kje je to na višini, mislim, da bomo potem prebrali, tole sta dva hribčka z dvema obrednima točkama. Ogromno najdb, tukaj pa dela arheologi z Univerze Innsbruck. No, to je ta dolina na višini 2400 metrov, nad Dravsko dolino, to je tle vzhodna Tirolska, na meji s Koroško. Moram pozoriti tole, Pečenpolj, ne, tam domačin mi je povedal, da je to ime slovanskega izvora, on ne bo rekel slovenskega, ne, slovanskega izvora. Pečenpolj ne vedo, kaj to pomeni. Je pa to polje samih kamnov, peči, ne, koroški izraz za skalo je peč, in to bi lahko bilo skalno polje ali pa kamnito polje, ali pa lahko obratno tudi Lepoče, ker Lepoč je ravnica v gorah z vodo, ne, Lepoč. No in tukaj, ta del, spodnji del, je od železodobnih do antičnih lokacij ogromno, tu se jih izkopavali par let. Tukaj zade, tule gor, tle zade, je pa obredno mesto ob tistem jezeru, ki smo ga prej videli. Čist skrito za gorami, mislim za gorami. No, to je tole. Se pravi, mislim, da tle piše, koliko je visok, 2400, ja, to najvišje jezero, to je pot iz te doline, to je to izkopavanje. No, to so bile najdbe v dolini in tule, od bronaste dobe do antike, najdbe tega Pečenpola, opečatega polja. No in tukaj že nakazuje to obredno mesto, kontinuiteto do danes. Tukaj nad tem jezerom tale križ in pod križem, tik ob tistem obrednem mestu, so vsako leto tudi maše. Sem hodijo romarji iz Koroške pa vzhodne Tirolske. Čeprav je 3 do 4 ure z doline peš, ne, ampak to je najbrž da kontinuiteta od davnih časov. No, to je pa naše Mangartsko sedlo. Tuma je napisal, da so Mangartu včasih rekli velika baba. Pod sedlom ljudje sploh ne slutijo, kje to je, parkirišče je tule, v konti noter je tale izvirček, to je eno najkrajših kraških polj pri nas, to je čudež, da je voda ostala, izvir pa ponikne ali pa je glih obratno, da ne vem. In nad njo skala, kjer je bilo obredno mesto, s črepinjami,
najdbami, to je Šilo, nenavadno velik kos gorskega kristala, prinešen kot daritveni predmet, bronasti gumb in pa srebrna oziroma bronasta posrebrena okrogla zaponka, nepoškodovana, pa še nekaj dodatnih železnih stvari. Te stvari so pri vas zdaj, mislim, te najdbe. Čakaj na objavo. No, zdaj pa geneza od predkrščanskih obredov do današnjih romanj. Akuzar zdaj sem že povedal, da danes ponovno. Kazar, bom tudi pokazal, praznik Svete Ane je danes tam, na tistem mestu. Landarska jama, bomo videli sončna kolo, posredi daljne njive, Štalenska gora. Še danes, vsako leto, mislim, da je prvi petek po veliki noči, imajo nočne procesije na 4 vrhove. Štalenske gore na še verigo 4 vrhov. To je še z predkrščanskih časov. In tam bomo videli tudi to triglavo kamnito klado. Izvir Krke, to je Krška jama. Tam smo našli, tam, ki so, mislim, tam imajo oltar, imajo maše noter v tej izviru, ob izviru, no. In tam so ljudje hodili dobesedno po kosteh, ne, to je bila nekropola. Potem smo našli se, mislim, da je v muzeju, del posodja tega obrednega. Ljudje se niso vedeli, ne, kako. Pa Svete gore na Vizelskem, ne, do danes. No, to je ta Alcuzar zdaj, se pravi, še en, tudi danes. Poglejte, se pravi, nekje na koncu sveta, pod temi stenami, pod križem je jezero, ne. Se ne morete verjeti, z doline nevidno. Nevidno. Kakšne stvari so to. Potem ta Kazar, ponovno se vračamo k njemu, to je pot proti Similavn Hite, to je koči Similavn, kjer je bil najden Etsi. No in tale plato, to je Kazar, to je bronastodobno obredno mesto s kamnitimi krogi, zdaj je tle nova pastirska bajta sred kroga, ne vem zakaj. No in pod potjo je pa eno staro obredno mesto, nad izvirom, vidite, tle gre pot na vrhu, pa ljudje sploh ne vedo, kaj je tam. Ne vedo, turisti oziroma planinci hodijo. Če ti domačini pokažejo, te peljejo tja, ti povejo tudi marsikaj drugega. Ne, tole je kot vojvodski prestol, sedeš, tole znak ženskega simbola in pod njim izvir, vodni izvir. Se pravi, obredje za plodnost žena, to je ta detalj. In tukaj je zraven je zdaj kapela Svete Ane in ženske z te spodnje vasi imajo vsako leto tukaj maše, pa obred za otroke in tako naprej. Ne. Avstrijska televizija je hotela to snemati, niso pustile. Ne. So rekli, to je naše in ne pustimo nobenih novinarjev in ničesar. To je Kazar. No, to je Landarska jama, znano sožitje krščanskega posvetitvenega križa in pa sončnega kolesa oziroma kolesa spet krščanstva, ki je ohranjen, mislim, teh simbolov v Landarski jami je veliko, ker to je bila opazovalnica za sonce. Na raznih krajih v jami vidite sončna kolesa, na tistih delih, kjer je sonce v raznih letnih časih šlo od ene točke do druge. Landarska jama. Mislim, to morate si priti gledati na izviru potoka, sred stene kot v Tibetu in pri vseh potresih v Furlaniji, Benečiji je Landarska jama ostala nepoškodovana. No, tu je še enkrat so daljne njive, kako se je to ohranilo do danes, vidite s temi križi, mislim, sončnimi kolesi, pa Štalenska gora, sem že omenil procesije po 4 vrhovih, po veliki noči, to je pa ta slovita kamnita klada na začetku, mislim, v predvirju cerkve Svete Magdalene na vrhu Štalenske gore, tam ne bi bilo svetišče Noriškega kraljestva, pa center
spode Virunum, najprej noriška naselbina, potem pa rimska. No in za tole klado Avstrijci pravijo, da je ostanek slovanskega obredja s 3 glavami, ne, to je zate še ena glava. Podobno simboliko 3 glav, oziroma 3 obrazov v enem obrazu, 1, 2, 3, je na enem kamnitem nagrobniku, pokopališču neuglednem pod Svinjsko planino, to ni Svinja, ampak Svinjska planina, nedaleč stran od Štalenske gore. No in pa Svete gore, cerkev, kapela Svetega Jurija je tule, je več. Tukaj je dokazano, ne, prazgodovinska lokacija, železodobna, antična in potem postavitev teh cerkva. In tisto, kar je tle ležalo, ponovadi se tudi v naših cerkvah vidite, ugrajene rimske nagrobnike, ne, ki so jih gradili cerkve, kar so našli, so ugradili. In na tej cerkvi Svetega Jurija je tale orant, ne, to je tisti orant, molilec, naj bi bil, ni še interpretacija, še ni razčiščena, najden je pa bil pri gradnji te cerkve, menda. No, to je slika iz Cevčeve knjige Človek v Alpah, narisala je vaša sodelavka Tamara. To je pa to obredje, ki je še v izročilu v Bohinju, da so prvi dan, ko so prišli pastirji na planino, so imeli obred v enem zaprtem prostoru, ograjenem prostoru, tole obredje s priprošljami za srečno leto in zadnji dan. Podobne stvari so napisane tudi za tirolsko Engadin, zdaj ne vem, kako je v Franciji, kjer so še vedno v navadi, da ko priženejo planino, gredo v enem krogu okrog planine, pa točejo po skalah, ne, pa stvari izgovarjajo. Zvedel sem tudi od alpinistov iz Pakistana, so se vračali s hribov, so videli tam pastirje, so odgnali živino in so šli en dan prej v en prostor zaprt, kjer so imeli molitve, ne, mislim, muslimanske, ampak dobro. No, to je pa ta orant, tega še čakamo, pri nas ne vemo, kje je skrita ali pa bo. Ta je pa najden na višini skoraj 2000 metrov na planini Psaun nad Imstom na Tirolskem. To je ta orant, bronasta dobni, mislim, bronasta figura. Vseh je v Alpah jih precej, ampak tako lep, kot tale ga ni. Morda bo pri nas še lepši. Hvala. To je pa vse.